Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje, kaj narediti v primeru, ko je huda putika, sladkorna bolezen pa še kaj. V glavnem, dobila sem vprašanje in gospa sprašuje za svojega moža. Pravi, da ima njen mož sladkorno bolezen tipa 2, dejansko visok tlak in putiko. Dejstvo je, da sladkorno bolezen nekako drži v ravnovesju, ampak dejstvo je, da posledica putike je pa ta, da so se deformirali sklepi in da od tukaj naprej pa enostavno si ne zna več pomagati. Kaj je treba narediti takrat, ko vas začnejo boleti sklepi? In zdaj to, ali so to sklepi na palcu na nogi, ali so te sklepi tukaj, v glavnem vsi sklepi so povezani z medsklepnimi tekočinami, se pravi z limfo, z razstrupljanjem. V osnovi putika, dobro, saj to veste, da sečne kisline se ne izločajo pravilno in se pač skladiščijo v sklepe. Ampak kaj je vzrok? Zakaj ta pot gre v napačno smer? Prvo moramo razumeti, da mi rabimo za razstrupljanje telesa dovolj tekočine in mnogi majčkeno premalo pijejo in to je lahko prvi vzrok, da ostajajo kisline v telesu. Pomembno je pri tem razstrupljanju, da pijemo čaje, ki spodbudijo razstrupljanje, se pravi zlata rozga je tukaj kar nujno potrebna. Druga stvar pa, če vas že bolijo sklepi, bi bilo mogoče pametno poseči po obkladkih iz gline. Glino naročite na internetu, mislim, da se da dobiti v Komendi in v bistvu to čez noč navežete na obolelo mesto in dobesedno zjutraj se stanje izboljša. O tem sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur, ker je dejansko to izkušnja gospe Jožice Okrogelnik, ki mi je svetovala glede tega oziroma ki je prispevala svoja mnenja in vam bom točno povedala, kje to piše, za tiste, ki imate to knjigo. Uporaba obkladkov iz gline se priporoča vedno, ko v telesu zastajajo strupi. Na strani 123 najdete to. In dejstvo je, da tukaj je izkušnja gospe Jožice, dejansko njenih sorodnikov, njen vnuk je imel te težave in so se stvari uredile. No, zdaj pa druga stvar, kaj še lahko naredite. V starih zapisih sem najdla, da včasih so na taka obolela mesta dajali obkladke, pozor je na obkladku, iz bršljanja. Tako da v glavnem o tem pišem pa v ta novi knjigi in prav bršljan je tisti, ki je v bistvu rahlo strupen. Dejstvo pa je, da listi iz spodnjih delov bršljana, se pravi bolj, ko je pri tleh, se v bistvu navežejo na obolelo mesto in potem, da se to pač izboljša. Naslednja stvar, kar lahko pomaga pri tem, da se stanje sklepov izboljša, je pa to, da recimo jaz zdaj tukaj berem naprej. Hudo vnetje, je zadaj. Vnetje, ki boli, potem ti vstiščanci, globoke rane, potem se odprejo in tako naprej. Kaj pa v tem primeru naredi, da se vse skupaj zaceli? V glavnem, še to. Bršljan nikakor ne smete dati na odprto rano. Nikakor. To mora biti zaceljena rana. Tudi mislim, da obkladkov iz gline na odprto rano pač ne morete dajati. In če se v bistvu tukaj take rane, treba najprej poskrbeti za to, da se zaceli. Zdaj pa kako zaceliti kožo, ker je treba tukaj vnetje zajeziti in to vnetje je pa dejansko treba od znotraj dati telesu ta prava hranila, da dejansko začne delati proti vnetjem. In tukaj, druga ne moram reči, ker dejstvo je, da to je pa res stvar, ki pomaga, omega 3. Omega 3 na dan se vzame v primeru, da je nekdo zdrav, da rabi majčkeno za spodbujati svoje zdravje, 3 na dan. Nekdo, ki ima že vnetja v telesu, jemlje omega 3 3krat na dan po 3, se pravi zjutraj, opoldne in zvečer. Zdaj pa zakaj 3 grame omega 3 na dan? 3 grame omega 3 na dan potrebujemo zaradi tega, da telo tvori, reče se snov oziroma ekozanoidi, se pravi, to so super antivnetne snovi v telesu, ki dejansko pogasijo vnetje na celični bazi. Tako da v bistvu je to kar ključna zadeva za to, da pogasimo vnetje. Naslednja stvar, kar je potrebno, je pa seveda, ker je omega 3 maščoba, pa mi v istem obroku potrebujemo antioksidante.
antioksidanti, C-vitamin, ravno tako na 3 ure, se pravi 3-krat na dan po 3. Spet 3 grame C-vitamine, poleg 3 gramov omega-3, to je dejansko zakon, ne samo za vnete sklepe, za kalcinacijo, za boleče rame, za tudi krpalni kanal se izboljša, dejansko vsa vnetja v telesu in točno ta kombinacija, imam primere mojih strank, ko so se izboljšane stanje zamašenih žil, dejansko kalcinacija žil. Tako, v bistvu, to je ena taka metla od znotraj, ki počisti. Zdaj pa, kar bi pa jaz vsekakor priporočala vsakemu, ki ima putiko, ki potrebuje večje količine snovi za razstrupljanje, tukaj pa ključen kalcij. Zdaj, zakaj? A veste, pa mi rečejo ljudje, ampak jaz imam preveč kalcija, ga imam že na sklepih. Ampak kalcij, ki je pravilno razgrajen, se pravi ioniziran kalcij, deluje na to, da se kisline, ki so se nepravilno skladiščile v sklepe, da se spremenijo v soli in te soli dobesedno polulamo. Zdaj pa, da se kalcij veže, mi potrebujemo magnezij in potrebujemo D3. Zato imam tukaj izdelek kalcij, magnezij plus D3 vitamin. In zdaj sploh D3 vitamin je pa spet proti vnetjem, ampak to zdaj itak vsi veste, zaradi korone. Tako da v glavnem je to kombinacija, ki deluje točno na to, da se stanje izboljša noter na celični bazi. Zdaj imam pa še eno stvar. Te so nekako ta prvi trije, kar je za vnetja, za vse, kar je težav, vnetje, sklepi in tako naprej. Ampak ena stvar, ki je pa taka ključna, je pa prav to, da mi odpremo celično membrano. In zdaj mi moramo razumeti, kako je celična membrana narejena. Sem našminkana večkrat drugače, še sama sebe ne prepoznam. V glavnem, lejte, celična membrana je takole in moramo razumeti, da je tole želatinasta snov, da je to maščoba, pomešana z vodo, v bistvu tako ena žolca je. Ta del je beljakovina, pa imamo spet tukaj to žolco, se pravi to maščobo in tukaj beljakovina. Se pravi, 75% naše celične membrane je maščobe. In mi potrebujemo dobre maščobe zato, da zmehčamo celično membrano in zato, da odpremo celična vrata, da hranilne snovi grejo noter in odpadne snovi grejo ven. Temu se reče presnova. No in v tem primeru jaz bi vsekakor priporočala še formulo 4, ker ima noter olja iz žitnih kalčkov, pšeničnih, se pravi pšenični kalčki, sojni kalčki, pa riževi kalčki. Poleg tega ima pa notri vitamin A, ki obnavlja sluznico, ki je proti vnetjem, vitamin D spet, ga ne boste predozirali, ne se bati, vitamin E, ki je antioksidant v maščobi, potem nekaj malega C vitamina, pa imamo pa komplet B vitamine in recimo zdaj, če mi pogledamo v knjigo, ko imajo hormoni žur, znaki pomanjkanja B vitamina, zdaj dajmo pogledati to, znaki pomanjkanja B vitamina, D, B, recimo, slabo celjenje ran. Glejte, to berem iz knjige, ko imajo hormoni žur na strani 312. Nizek prah bolečine, izpadanje las, sivenje, mišični kršči, špikanje pri srcu, nespečnost, glavoboli, utrujenost, pozabljivost, apatija, potrtost, zastajanje vode v telesu, prebava ustavljena, slab holesterol. Se pravi, če razumemo, in sploh ta gospa, ki sprašuje za svojega moža, on ima že sladkorno bolezen in prav pri sladkorni bolezni se je izkazala formula 4 res za pripomoček. Zdaj pa zakaj? Ker ima notri tudi krom, ki preprečuje željo po sladkem. Druga stvar pa, formula 4 je za tiste, ki imajo presnovne bolezni. In sploh sladkorna bolezen je dejansko bolezen presnove. Tako da v glavnem formula 4, po njej se počutiš kot formula 1 in vam povem, da se res dobro počutiš. Potem zdaj, če pogledamo naprej, recimo znaki pomanjkanja B3 vitamina, utrujenost, oslabelost mišic, spremembe na koži, smo spet, gospod ima spremembe na koži, nespečnost, raztresenost, potrtost. Potem gremo naprej na vitamin B6, utrujenost,
napetost, raztresenost, oslabelost mišic, izpadanje las, slab imunski sistem. Potem, če gremo naprej, B8, koncentracija slaba, vpliva na presnovo maščob. Se pravi, ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, imajo že tako presnovno bolezen, da se hrana ne spreminja v energijo. In prav B vitamini so ključni pri tem, da sploh pride do presnove take, ki mora biti. Potem naprej vitamin B12, če pogledamo. Izboljšuje zbranost in spomin, preprečuje nevarnost infarkta. Vemo, da sladkorni bolniki imajo večjo nevarnost za srčne bolezni, zaradi tega, ker se dejansko oksidiran sladkor lepi na stene žil. Tako da v glavnem, kaj bi jaz v tem primeru priporočila gospodu, ki ima že velike težave z zdravjem, vzeti, omega-3 pa C vitamina več, medtem ko kalcij, magnezij pa formula 4, to pa manj, ampak v glavnem vsakemu primeru ta kombinacija. Tako da ne vas spomnim na kodo za popust, koda za popust lahko porabite popust ali zdravje, ampak ne moram vam pa dati plus, a veste, da dobite na to 20 ali 30% popusta, 10% popust, in če vse 4 vzamete, tako ali tako brezplačna dostava. Tako da danes imam bolj tehnični nasvet, ker na koncev, glejte, naše telo je tehnično in včasih dejansko ne znamo si pomagati, v vsej poplavi informacij nisi več pameten. In v glavnem v tem primeru res si lahko pomagate dobesedno z naravo. Dejstvo pa je, da ta prehranska dopolnila so res naravna, recimo C vitamin je narejen iz šipka in iz ameriške češnje acerole, je pa narejen tako, da se 6 do 8 ur postopno sprošča v telesu. Se pravi, da ima telo dovolj časa, da polovi hranilne snovi oziroma C vitamin in ga vzida v svoje celice. Tako, spet recimo, kalcij, magnezij plus D3 vitamin je že kalcij razgrajen na takem majčkene delčke, da jih lahko dejansko naše telo vsrka, ne da dodatno obremenimo želodec in potem se nepravilno skladišči. Magnezij je spet v taki obliki, ki pomaga, da kalcij se hitrejše vsrka. Tako da res zaupam podjetju Neolife. S podjetjem Neolife sodelujem zdaj že februarja bo 29 let, tako da to je že dolga doba in verjemite mi, da v tem času, v 30 letih imam res veliko strank, predvsem pa veliko zgodb ljudi, ki sem jim pomagala in povratnih informacij, in dejstvo je, da rečemo, da imam majčken enega dara, ker jaz ne sestavljam to skupaj tako po kopitu, ampak imam občutek, komu kombinacije, kaj dati, in dejansko deluje. In včasih, ko me ljudje pokličejo, rečejo, a veš to, kar se mi sestavlja, pa res deluje. Pa ne bom naslednjič vedela, kaj sem sestavila, ker dejstvo je, da točno določeno težavo enostavno vem, kakšne doze človek potrebuje, da to pride do izboljšanja, dajmo to besedo uporabiti. No tako, dajmo še eno pozitivno sporočilo, karte prehodu v novo dobo, da vidimo, kaj je ta trenutek za vas pomembno. 2 karti sta ven prišle, in sicer ena je modrost, moje srce je čisto in lahko sprejema večno modrost. No, to je to, kar sem govorila. Ker imam čisto srce in res sem prepričana, da ga imam, v glavnem lahko sprejemam neko modrost, da enostavno vem, vedenje, ne? Druga stvar je pa prišel ven angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. Pa naj vam danes tole preberem sporočilo. Zaupajte, angeli so tukaj. Rešitev je blizu, je tukaj. Umirjena sem, da lahko jasno slišim sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se mi porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moram narediti. Angeli me vodijo k pravim ljudem, angeli mi pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej, podpira me cela angelska vojska, mene ljubi sestvarstvo. Ja, jaz res zaupam v vse te vesoljne, nebesne sile, res verjamem v to, in dejstvo je, da, veste, zemeljsko življenje je še zmeraj fizično. Ne moramo razumeti, da naše telo deluje po določenih zakonitostih. In če se vrnem še na putiko,
Ja, beljakovine zakisajo telo, ampak tisti, ki imajo putiko, samo kaže na to, da mogoče so preveč kislin vnesli v svoje telo s prehrano in so zaužili premehno količino zelenjave, ki bi dejansko razkisala telo. To je prva stvar. Druga stvar pa, putika kaže na neravnovesje na čustvenem področju. In ker je tukaj neravnovesje, pomeni, da je pa čas, da se začnejo ukvarjati tudi s svojimi čustvi in da se vprašajo, kaj čutim, pred čem bežim, česa me je strah, česa ne želim narediti, ker predvsem putika je na nogi, se pravi, kateri korak je tisti, ki ga bi pa že zdavnej ali mogel ali pa mogla narediti. Tako da v glavnem to je pa sporočilo, treba je narediti nek korak. In včasih je bolj enostavno se ukvarjati samo s putiko, ne pa s čustvi. Pa mogoče je to tudi jasen klic, da zdaj bi bil pa tudi že čas. Tako da uživajte in naj vam pri vsem, kar delate, res pomaga Božji blagoslov.